7. oktober je bil uresničitev vsega, o čemer so govorili, kar so si že dolgo želeli storiti izraelskim Judom. Zato sem te včasih sovražil. To mi je rekel. Rekel je Fleur, včasih sem te sovražil. Ta moški, ki je pred 2 letoma pljuval in preklinjal pred zaslonom, ima danes tetovažo z imeni, svojo hčerko, svojo mamo in svojim bratom. Ostale imena so zgoraj. Pozdravljeni vsi. Ta teden sem tukaj na konferenci KUFI, Kristjani združeni za Izrael, kjer srečujem najbolj zanimive ljudi. Danes imam čas govoriti z novim prijateljem. Njegovo ime je Mihael Gamal. Na Instagramu in družbenih omrežjih je znan kot koptski kristjan. On je ustvarjalec vsebin in zagovornik. In to mi je povedal, ko sva se prvič srečala. Mihael, dobrodošel. Torej, včasih sem te sovražil. To mi je rekel. Rekel je, Fleur, včasih sem te sovražil. In sem vprašala, zakaj? Na Piersu Morganu si bila res nepopustljiva. Naredila si vse, da bi jih spomnila na grozote, ki so se zgodile 7. oktobra in zakaj se borite v tej vojni, ter da to v resnici ni samo boj Izraela. Izrael je šele začetek. To je v resnici boj za človeško civilizacijo. Ampak takrat, Michael, si me sovražil, ker sem zagovarjala to stališče. Povej nam, kako si šel od nekoga, ki je sovražil izraelske zagovornike, kot sem jaz, do nekoga, ki je postal zagovornik Izraela. To je bila kar dolga pot. In ni ti vzel veliko časa, ali pač? Mislim, da mi je vzel približno 20 let, moj bog. Ja. Od leta 2006, bi rekel, do leta 2024 sem bil res samo za nič antisemit. Takrat sem govoril, da sem proti cionizmu, ampak v resnici sem bil antisemitski. Povej nam nekaj o sebi, odkot prihajaš, odkot je tvoja družina. Rojen sem bil v Massachusettsu staršem koptskim kristjanom. Moj oče je iz Kaira, mama pa iz Aleksandrije. Koptski kristjani so kristjani iz Egipta, iz te dežele. Avtohtoni kristjani. Avtohtoni kristjani te dežele. Da, in zato jih tam grozno obravnavajo. In moji starši, veste, so prenesli nauke od doma, vendar mi jih niso ravno močno vcepili, ker ko sem odraščal, arabsko-izraelski konflikt ni bil tema pogovora. Ko pa sem končal srednjo šolo in začel študirati na fakulteti v Kaliforniji, sem prvič začel srečevati veliko Arabcev in muslimanov v Združenih državah. In to je bilo tudi prvič, da sem začutil pripadnost, ker smo govorili isti jezik, imeli podobno izkušnjo priseljencev. Pomisliš, to so moji ljudje. Ja, res sem začutil pripadnost. A kar je tako izstopalo, je bil ekstremizem. In spomnim se, da mi je neki Palestinec povsem resno upravičeval samomorilske napade, brez oklevanja. Samo postavljal sem vprašanja. Bil sem na začetku svoje politične zavesti in sem zunaj bara z vodnimi pipami postavljal vprašanja. Rekel sem, no, želimo si 2 državi, kaj ne? In on je rekel, absolutno ne. Veš, ena država, Izrael sploh ne obstaja. Jaz sem rekel, kaj pa terorizem in škodovanje civilistom, to je narobe. In on je rekel, ni izraelskih civilistov, ker so ali tik pred služenjem v IDF, trenutno v IDF, ali pa so že služili v IDF. Torej je celo 2-mesečni dojenček legitimna tarča. Točno tako. Zato sem izbral nekaj, za kar sem mislil, da mi bo zagotovilo zmeren odgovor. In sem ga vprašal. Ampak samomorilski napadi so pa očitno napačni, kaj ne? In brez oklevanja me je pogledal in rekel, Habibi, to je vse, kar imamo. Wow. To je vse, kar imamo. In v tistem trenutku so se mi v glavi prižgali alarmi, ker je to noro. Rekli so mi, da to ni nekaj, kar čuti povprečen človek, da je to le skrajna manjšina. In potem sem imel izbiro, ampak sem se začel pogajati sam s sabo. Rekel sem si, no, vse tega ne mislijo resno. Sam jezni so, ko o tem govorijo. In veš, lahko jih boš spravil k bolj zmernim stališčem, ampak v resnici se zgodi ravno nasprotno. Ko si tako dolgo v bližini ekstremizma in ne spregovoriš proti njemu, dejansko postaneš ekstremen. In moja stališča so postajala vse bolj in bolj ekstremna, z vsakim mesecem, letom. Bil sem nekdo, ki je verjel v neko osnovno rešitev 2 držav. Veš, to je bila norma. To je bila norma. To je bila pričakovana norma. Pričakoval si, da si bojo oni to želeli in da si bomo mi to želeli. Ampak v resnici je to zelo nasilna in krvoločna stvar in rad bi rekel, da je drugače, ampak res je tako. Slišal sem ljudi, ki so opravičevali najhujše stvari in ne samo opravičevali. Ampak potem, ko je nekaj tako očitno in to vidimo tudi danes, so tle teorije zarote, ki so ustvarjene bodisi zato, da preusmerijo krivdo z odgovornih ljudi,
bodi si da preusmerijo krivdo na Izrael. Torej, če je Izrael napaden, je to krivda Izraela. Če pride do islamskega terorističnega napada nekje v tujini, je bil zares Mossad tisti, ki ga je izvedel, in to je operacija pod lažno zastavo. To so naredili zaradi Izraela. Točno tako, točno tako. Tako da je zelo priročen način, da za vse težave, vse slabo okrivijo Izrael in v bistvu Jude. Ja, ker način njihovega razmišljanja je tak, da mora biti Izrael vedno kriv, ne glede na vse. Najprej pridejo do zaključka, potem pa iščejo razloge, da ga upravičijo. In to si bila ti. Ja, res je bilo. Ja, res je bilo, ker te učijo, da je Izrael največja krivica. Si kdaj pozorno poslušal retoriko, ki jo uporabljajo na teh protestih in podobno? Ja, pravzaprav nikoli ne slišiš besede mir. Ne, Nikoli. to ni tisto, kar si želijo. Uporabljajo besedo pravičnost, ki zveni zelo plemenito in zelo lepo ter ustvarja zelo lepo sliko, a dejansko smo videli, kakšna je njihova različica pravičnosti 7. oktobra. In o tem se pogovarjajo med sabo, kot da bi rekli, to je tisto, kar želimo narediti. 7. oktober je bil uresničitev vsega, o čemer so govorili, kar so si že dolgo želeli narediti izraelskim Judom. So praznovali, Michael. Sem tudi jaz. Si tudi ti? Ja, sprva sem se veselil. In kaj si občutila? Končno dobivajo pravico. Končno jim vračamo. To sem občutil. In kdaj so te stvari začele glodati? Kdaj točno? Kdaj? Tudi, ko vidiš, da so dojenčki ugrabljeni, se veseliš. Vidiš, da so bile ženske posiljene, se veseliš. Ti in tvoji prijatelji se veselite. Tega nisem vedel do pozneje. Prav. Ko so začele prihajati informacije, da so bile cele družine ugrabljene, ženske posiljene, je to korak predaleč, ker z tiste strani lahko upravičiš množični pokol. Lahko upravičiš ubijanje vsakega moškega ali ženske, ki je Izraelec, ker bodo, kot sem rekel, ali služili v IDF, so v IDF, ali pa so že služili v IDF. Rdeča črta pa je spolno nasilje. In vedo, da je to zelo občutljiva tema za ameriško občinstvo. Pod nobenim pogojem ne moreš nikoli upravičiti spolnega nasilja. In tega se zavedajo. In tako propagandni stroj deluje tako, da pravi, no, ničemur ne moš verjeti, vse so laži, veš. Čeprav so to posneli, Prav. In tukaj imam res srečo, ker se zahvaljujem Bogu za svoje starše. Imel sem starše, ki so bili cionisti celo moje življenje, kar je zelo, zelo drugače. torej si se uprla svojim krščanskim, arabskim, cionističnim staršem. Prav. Hotel sem verjeti, da so preprosto islamofobični, da prenašajo te veš, zastarele ideje iz krajev, odkoder prihajajo, in da samo projicirajo svojo travmo name, in da so stvari v Ameriki drugačne. Vsi si želijo istega. Stvari so drugačne. Meni so popolnoma prav, jaz pa nisem mogel biti bolj v zmoti. In kdaj, ko praviš, da je bila spolno nasilje zate in morda za ameriško občinstvo tista rdeča črta, kdaj si spoznala, da to ni bila laž? Ali pa kdaj si začela razmišljati, da si morda na napačni strani? Rekla si, da ti starši pošiljajo stvari. Moj oče je imel kosilo z mano, prosil je, da bi imel kosilo z njimi. In moj oče je bil dejansko tolmač za arabščino pri marincih in mornarci v Iraku, torej operacija Iraška svoboda od leta 2003 do približno 2010-2011. Torej je bil tvoj oče marinec pri marincih. Bil je na aktivni dolžnosti, ja, obrambni pogodbenik, ja. Wow. In tako mi je rekel, poslušaj, slišal sem za stvari, ki jih objavljaš na spletu, in tvoja mama mi je povedala, da si rekla, da moraš to slišati od mene. To, kar je Hamas naredil Izraelcem, je natanko to, kar sem videl, da so Iračani počeli drugim Iračanom v Iraku in kar je kasneje postalo ISIS, ter kar so počeli šiitskim in krščanskim skupnostim, ter tudi zmernim sunitskim muslimanom, ki se z njimi niso strinjali. Posilstva in pohabljanja. To je njihov način delovanja. Ne samo, da se je to zgodilo, to sem videl na lastne oči in vem, da je to nekako njihov zaščitni znak. To je zaščitni znak. Prav. To je način delovanja. In si mu takrat verjela? Da. In kdaj te je začelo glodati, da si obkrožena z ekstremisti, da si nekako postala ena izmed njih, pa si dobra oseba, nočeš biti to? Šlo je za skupek več trenutkov, ampak tisti en velik trenutek, o katerem pogosto govorim, je bil tak, da me, tudi ko pomislim nanj, vrne nazaj na tisto mesto. Bilo je oktobra istega leta. Nekaj tednov kasneje sem bil v San Diegu s svojo takratno punco in najnimi prijatelji. Hodili smo od bara do bara, šli smo iz bara v bar in prišli smo do rdeče luči. In medtem, ko čakamo na rdeči luči, je tam poleg nas nekakšna rdeča, približno 1,5 metra visoka omarica ali nekaj takega. Na njej so plakati talcev. Ja.
in gledam plakate talcev. In vse, na kar lahko pomislim, so videoposnetki na spletu, ki sem jih videl, mislim, da v Torontu ali New Yorku, kjer ljudje uničujejo te plakate. Talcev. In razmišljal sem o tem. In iz nekega razloga je bilo to vse, na kar sem lahko mislil. Zdelo se mi je, kot da je bilo to najbližje izven telesni izkušnji, kar sem jih kdaj doživel. Zdelo se mi je, kot da je kri v mojih žilah izklapela. In spomnim se, da sem gledal plakate in si rekel, to je moj notranji dialog. Rekel sem si, morda si nič vredneš zaradi stvari, ki jih podpiraš, ampak nisi takšen nič vredneš, da bi kdaj uničil plakate talcev. In še danes mi to ostaja v spominu kot ena najbolj krutih stvari, kar sem jih videl. Veš, ja, fizično nasilje in vse to, ampak da strgaš plakat s talcem, za kaj takega potrebuješ nepredstavljivo mero krutosti do nekoga, ki ga sploh ne poznaš. Mislim, predstavljaj si, da bi to naredil z sliko izgubljenega psa. Veš, to se nikoli ni zgodilo. Tak človek bi bil razglašen za pošast, bil bi osramočen in izobčen iz družbe. Zakaj si ne bi želel, da se nedolžni ljudje vrnejo domov? Prav. In takrat nisem vedel tega v tistem trenutku, ampak takrat so se stvari začele podirati. Wow. Ugotovil sem, da sem postal vedno bolj frustriran in jezen na svojo stran, ker so vabili še bolj odvratne osebnosti, kot sta Candace Owens in Andrew Tate, ki sem ju vedno preziral, ker sem ju videl kot prevaranta. Ja. Zdaj sem na isti strani kot jaz. In moram ponovno premisliti, kdo sploh sem. Sem jaz? Ali poosebljam lastnosti, zaradi katerih sem jih sovražil? Sem jaz tisto, kar sovražim? Wow. To je kar pronicljivo, da si šla skozi takšen miselni proces. Kdaj si potem prišla skozi to? Ker to je morala biti težava. Proces. To je bil zelo dolg proces. Veš, na začetku poleti 2024 sem nekako končno miselno odklopila, okoli maja 2024. Takrat sem odstranila vse svoje osebne strani. Na moji osebni Instagram strani niti nisi videl mojega imena. Pisalo je samo Svobodna Palestina. Vsaka druga objava je bila o Palestini. Wow. Res me ni opredeljevalo nič drugega kot to. In mislim, da si dober primer mnogih ljudi, ki so si to naredili za svojo identiteto. In ljudje so prihajali k meni, ker se znam razmeroma jasno izražati. In znal sem racionalizirati in intelektualizirati stvari, ki jih oni niso mogli. Zaradi tega sem bil na nek način skoraj malo bolj nevaren. Bila sem dobra vojakinja za njih. Ja. Ker mi si bila neumna. Prav. Pametna si. Zato si lahko dejansko zagovarjala tisto stran. In veš, gre za veliko izbiranja posameznih primerov in prikazovanja, kot da gre za vzorec, čeprav je to izjema in ne pravilo. Ampak res, ko sem nekako to opustil in postal nevtralen, za nekaj časa, res za kakšne 3 tedne sem bil nevtralen. Rekla si, ne bom se postavila na nobeno stran. Resnica je povsod. Skoraj kot da se je ta zdravi občutek normalnosti počasi vrnila vame. In zdaj sem lahko stvari videl in se nanje odzival nekoliko bolj objektivno. No, sama si se deradikalizirala, kar je zelo redko, da to narediš sam. In a si v nekem trenutku rekla, dajmo videti, o čem govorijo Izraelci. Veš, moram priznati zasluge eni osebi. Tal, ne Oran iz Talona, ne Tal Oran, čeprav je odličen, zelo ga imam rad. Torej pohvala za Tala, ker je bil do mene izjemen. Ja. Oran's Canal, Traveling Israel. Da. Rekel je neki, spomni se, njegove videe sem imel samo v zadju. Rekel je, da predtem, ko so Arabci zavrnili načrt za delitev iz leta 1947, niti en Arabec ni bil prisiljen zapustiti svojega doma, ni bil izgnan v bojih ali je moral pobegniti ali karkoli takega. Ja. Iz nekega razloga o tem nikoli nisem razmišljal ves ta čas. Torej, oni... Z drugimi besedami, razseljevanje se je začelo, ko se je začela vojna. Prav. Noben Arabec ni bil prisiljen zapustiti svojega doma ali pobegniti, dokler niso začeli genocidne vojne, za katero so se sami odločili. In to je bil ponavljajoč se vzorec. Wow, prav. Kdaj si torej začela o tem izobraževati? Stvari se spreminjajo, se deradikaliziraš. Ali si zaradi tega postala bolj srečna oseba? No, povem ti trenutek, ki me je končno pripravil do tega, da sem javno priznala, da sem sionistka, veš. Kot veš, sva se sinoči za kratek čas videla in povedala sem ti, da sem začela hoditi v sinagogo. Ja, torej si začela hoditi v sinagogo kot koptska kristjanka. Izhajal sem iz sinagoge na šabat, prav. In prežgem telefon in dobim sporočilo od prijatelja, ki je Palestinec. In jaz si mislim, oni nimajo pojma, kaj se dogaja. Torej vse to počneš na skrivaj. Oni res nimajo pojma, kaj se dogaja. In poslal mi je video,
To je YouTube video, nisem ga odprl, videla sem naslov in to je bilo tisto, zaradi česar sem znorel. Pisalo je nekaj o Hitlerju v Palestini in njegov tekst nad videom je bil, ali je vedel nekaj, česar mi nismo vedeli. Z drugimi besedami, Zdaj se sklicuje na Hitlerja, da bi si pridobil verodostojnost. in v tem času od maja 2024 do marca, mislim, da sem to sporočilo dobil marca, sem se postopoma umikal od svojih prijateljev, nisem več toliko komuniciral. Zdaj so se mi čudni, čeprav sem jih poznal skoraj 20 let. Ko pa sem videl to sporočilo, sem preprosto počel. Res sem počel, ker sem pravkar prišel s šabata z najlepšimi, najbolj prijaznimi ljudmi. To je večinoma starejša skupnost. In povem vam, ko sem prvič vstopil v sinagogo, je ena od gospa videla mojo tetovažo Bostona in rekla, tako lep fanci, zakaj bi si to naredil? Zveni kot judovska mama. Tako so prijazne. In potem pridem do tega sporočila, ki me prosi, naj razmislim. Ljubezen. Ljubezen, sovraštvo, sovraštvo, sovraštvo. Res me je prosil, naj razmislim, ali je imel Hitler prav ali ne. In sem si rekel, tega ne morem več. Ne morem živeti z eno nogo v preteklosti in eno tukaj, kot da sem čakal na te trenutke. In to je ta trenutek. To mi Bog govori, da moram iz tega oditi. In tako sem dobesedno prekinil stike z vsemi prijatelji, vse sem blokiral. In potem naslednji dan, pravzaprav ne, že tisto noč, sem sedel na kavču in si rekel, kaj sem pravkar naredil. Ti Si povedala svojim prijateljem? ne, samo. Si se samo umaknila. Zakaj se sploh trudiš? Veš? Sem s tabo. Mimogrede. Če ugotoviš, da je nekaj toksičnega, se samo umakni. Ni ti treba delati drame okoli tega. Samo umakneš se. Ja, če jim povem, kaj sem potem, če... Nočeš konfrontacije, nočeš tega. In zakaj bi jim poskušal dati priložnost, da me prepričajo, da se motim in naj ostanem noter? Imaš popolnoma prav. V redu, torej si se začela nekako umikati iz tega okolja, stran od teh ljudi. In kdaj si dejansko razkrila, da zdaj nisi več samo nekdo, ki ni sovražnik ali sionist? V bistvu, tako kot tisto noč, ko sem blokirala vse svoje prijatelje, sem na svojo osebno stran objavila obsceno dolg osebni izpovedni video, ta je še vedno gor. Ni ga videl veliko ljudi, ampak je dolg skoraj 20 minut in bil je tudi namenjen temu, da sem svojim judovskim in izraelskim prijateljem, ki sem jih spoznala do takrat, razložila, hej, to morate vedeti o meni, to je moja preteklost. In potem je bilo namenjeno še mojim preostalim prijateljem, mojemu državnemu krogu, hej, tako se počutim, če vam ni všeč, se lahko poberete. In če vam je v redu, hej, tukaj sem, da izobražujem. In spomnim se, da sem kasneje tisto noč sedel na kavču in sem si mislil, kaj sem pravkar naredil. Pravkar sem popolnoma spremenil svoje življenje, razstrelil si svoje življenje in nimam pojma, kaj bo sledilo. Svoje prejšnje življenje si obrnila na glavo. To si naredila. In imel sem nekaj judovskih in izraelskih prijateljev. To si rekla, ampak si vzela granato in rekla, Tara. In nisem imel pojma, kaj naj pričakujem. In tako, veš, imel sem nekaj izraelskih prijateljev takrat, ampak sem si mislil, edina stvar, ki je bolj osamljena kot to, da nimaš prijateljev, je, da nimaš skupnosti, ki je mar za iste stvari kot tebi. Tako sem na začetku ustvaril to stran samo zato, da se ne bi počutil osamljenega, samo zato, da bi imel skupnost. In razmišljal sem, da bi delal samo AI videe in ne bi veliko kazal svojega obraza. Ampak ena stvar je vodila do druge. Spoznal sem svojo prijateljico Čagit, Čak Šaf, če to vidiš, pozdrav Čagit. Ona me je spodbudila, da naredim skrajšano različico tistega videa, 5 minut namesto 20 in ga objavim na spletu. In to je bil prvič, da je kdo slišal zame. Pa res me je uvedla v svet zagovorništva. In od takrat sem vsak dan v tem užival. Res, absolutno. kako se počutiš? Se počutiš olajšano, lažje, se počutiš drugače kot takrat, ko si mislila, da delaš pravo stvar na drugi strani. Ker si morala na neki točki čutiti, da se boriš za pravičnost za Palestince. Kako je ta občutek drugačen, če veš, kaj te želim vprašati? Ne morem reči, da sem imel občutek, da je bilo vse, kar sem počel v preteklosti, prav. In na neki način je to čudno. Na enak način, kot se je Jakob boril z Bogom, preden je dobil ime Izrael, je bilo v tem, kar sem počel, nekaj takega, kar ni bilo nujno narobe. Ker sem res verjel, da se borim iz pravega razloga. Ampak imel sem občutek, kot da delujem proti temu, kako naj bi se stvari odvijale. Kot da ne bi smel biti tukaj. Da mi je Bog skušal povedati, da to ni kraj zame, da tukaj ne bom uspešen, prav, da tukaj ne bom dosegel tega, kar si želim. Je bil to tisti notranji občutek, ki si ga imela, ko si bila na tisti strani? Si imela občutek v trebuhu, ki ti je govoril, da nisi prepričana, če je to tisto, kar bi morala početi? Pogosto se tako počutiš, ker moraš nenehno nekako upravičevati nekaj, kar ni upravičeno.
In sploh ne govorim o fizičnem nasilju. Mislim, moraš upravičevati najbolj očitne laži. Moraš se pretvarjati, kot da ti ne lažejo naravnost v obraz. Naprimer, da Judje nimajo nobene povezave z deželo Izrael. Take stvari. Če bi bila tvoja stvar upravičena, ne bi čutil potrebe, da toliko lažeš. Torej si vedela, da lažeš, ampak si čutila, da je to upravičeno zaradi cilja v tistem trenutku. Bili so trenutki, ko sem zagotovo vedel, da širim ideje, ki so bile napačne, lažne novice, absolutno. Ampak bilo je nekaj propagande, ki je bila tako očitno pretirana, nisem si mogel niti predstavljati, da bi to naredil. Vedel si, da bi lahko, ja, rekel sem si, to je pa res preveč očitno. In potem, ko si pa šel na stran svetlobe, Na stran sile. a čutiš kakšne takšne notranje pomisleke? Ali pa morda tudi to ni 100-odstotno? Ne. Ali pa se zdaj počutiš, kot da si povsem v tem? Najprej počutim se, kot da sem točno tam, kjer Bog želi, da sem. Točno tam. In Izrael me nikoli ne potrebuje, da bi lagal v imenu Izraela. Izrael je zelo odkrit, ko naredi kaj narobe. Po mojem mnenju včasih celo malo pretirava, ko želi popraviti napako, veš. Vzemimo na primer, ko je tisti vojak oskrunil kip. Imel sem Jude, ki so bili pripravljeni pretepsti tega tipa. Hoteli so se boriti proti njemu, veš. To nam je zelo škodovalo. In to nas ne predstavlja naših občutkov ali tega, kdo smo kot država. Zato nas je to zelo razjezilo. Ampak način, kako sta Izrael in judovska skupnost odgovorila, je nekaj, česar na drugi strani še nikoli nisem doživel. Tako da to je bilo prvič, da sem videl odgovornost in to, da stopijo v ospredje, ko je treba. Ker ko so koptski kristjani bi pobijani v svojih cerkvah, veste. Se strani islamistov. Strani islamistov, moji prijatelji so bili prvi. To je to. Upoštevajte to. To mi pravijo moji prijatelji. To ni kot... In kaj ti pravijo tvoji prijatelji, kad tvoje lastne ljudi kolejo v Egiptu? To so Judi, to so cionisti. Poskušajo povzročiti fitno med egiptovskimi muslimani in egiptovskimi kristjani. Za tiste, ki ne poznajo te besede. Torej pravijo, da so to naredili cionisti. Da. Da bi naredili slabo reklamo muslimanom. Ja, da bi povzročili trenja med kristjani in muslimani. Čeprav ste vedeli, da je to laž, vaši starši Seveda. so vam rekli drugače. Seveda. Kako je zdaj tvoje življenje? Mislim, da si v drugačnem položaju kot pred 2 letoma. Mislim, če nimam boljših besed, lahko rečem, da je moje življenje nekako noro, ampak na dober način. Rad imam to, kar počnem. Ne morem tega bolj izraziti. Rad imam to, kar počnem in to mi daje veliko zadovoljstva. Nikoli si ne bi mislil, da bom govoril s tabo. Nekdo, ki sem ga včasih sovražil na internetu, veš. Rada bi vedela, kaj si kričal na zaslon, ko sem bila na ekranu. Želel sem si, da bi utihnila. Iskreno. Utihn. Sam nehaj, veš, ampak to je bilo zato, ker si bila kot pitbull. Kot da ne boš pustila svetu, da pozabi, kaj se je zgodilo. In to je delno razlog, zakaj sem si dal tetovirati družino Bibas, ker veš, veliko ljudi ne ve. Srečal sem ljudi, ki nimajo pojma, kaj se je zgodilo 7. oktobra pri nas. Pokaži kameri, če lahko. Torej ta moški, ki je pred 2 letoma pljuval in preklinjal pred zaslonom, danes ima tetovažo z imeni. Ne bom mogel pokazati celotne tetovaže. Tukaj Bibas. Dojenček. In njegova mama in njegov brat. Ostale so zgoraj, ampak veliko treniram roke, zato je težko zavihati rokav. No, morda ga boš potrebovala, da se obraniš pred nekaterimi ljudmi, ki te zdaj sovražijo. Ja. Si doživela zelo hud negativen odziv? Ja, nekdo je vzel eno od mojih slik in nad njo postavil rdeči trikotnik. O, bog. Ne bi rekel bom, da ni bilo tako hudo. So ti prijatelji poskušali kakorkoli škodovati? Ljudje, ki vedo, kje živiš? Škodovati meni ne, ampak tudi sam naredim vse, da se zaščitim. V redu, dobro. Tako, na primer, ne vejo, kje živim. Moji prijatelji, do takrat, ko sem jih recimo pustil, sem se jaz preselil, oni pa so se odselili iz zvezne države na drugi konec države. Tako sem vedno ostajal razmeroma anonimen, kar se tiče osebnih podatkov. Ampak dobil sem to, ljudje so grozili, da bojo ubili moje pse. Tvoji psi? Moji psi. Veš, grozili so mi, da me bojo ubili. Grozili so, da bojo nekaj naredili moji mami. Stvari, ki jih zanikajo, da so se zgodile. 7. oktobra grozijo, da jih bojo naredili moji mami. Ampak to je vedno tisto, kar je ironično, da pravijo, Hitler bi moral dokončati delo. Ne, ni ubil toliko Judov. Kaj je zdaj res? Veš, vedno je tako. Torej, Michael, kakšno sporočilo imaš za ljudi, ki so še vedno ujeti
v tem temnem prostoru sovraštva. Moraš. Kaj bi povedala? Poglej naravnost v kamero in ljudem povej, kaj jim želiš sporočiti iz lastne izkušnje. Kakšno je tvoje sporočilo? Če se znajdeš kot udeleženec v tem boju za pravičnost in osvoboditev, povezalo se je z vsakim nedemokratičnim tiranskim režimom, naj je bil to Hadžamin al-Husejni in Hitler, naj je bila to Sovjetska zveza ali maoistična Kitajska, Fidel Castro, Idi Amin, Omar Bashir in Sudana. Povezalo se je z vsakim krvoločnim režimom, vključno, mimogrede, s Sadamovim režimom, ki je zastrupil Kurde s plinom in ubil 100.000 Irancev s kemičnim orožjem. In vprašati se morate, na kateri strani zgodovine ste. Prenehati morate postavljati svojo človečnost in kritično presojo na stran, ker vem, da to počnete, da bi lahko še naprej vztrajali pri tej stvari. Če se nenehno znajdete pri laganju, Potem ste prevarant, ste profiter. Zato se izvlecite iz tega. Michael, neverjeten si. Tako sem srečna, da sem te spoznala. In želim ti ogromno sreče, želim te videti v Izraelu, boš. da bomo lahko šli naokol, da bomo lahko obiskali staro mesto. Lahko prideš k meni domov za šabat in začutiš, da dobiš topel objem od judovskega ljudstva. Ker tako čudovito stojiš za nami. Najlepša hvala, Mihael. Rad te imam, Flor. Hvala, hvala.